Pri izboru najboljše športnice Maribora v letu 2017 komisija ni imela težke naloge, saj so dosežki 27-letne Ilke Štuhec zgodba zase. V lanski sezoni je namreč kar 7-krat stopila na najvišjo stopničko v svetovnem pokalu, postala svetovna prvakinja v smuku in sezono končala kot najboljša v smuku in kombinaciji. Še 6-krat je stopila na oder za zmagovalke, 2-krat je bila druga in 4-krat tretja. Športnica si včerajšnje priznanje šteje kot zmago. Ja, vsaka zmaga je zmaga, no, ampak so v bistvu čisto drugačni občutki, no, ali zmaga dansko na tekmi, ali zmaga tukaj, ali pač še vse ostale male zmage, ki so prav tako pomembne, ampak so vsaka za sebe čudovita. Tudi najboljši športnik Maribora, Ivan Trajkovič, je bil že večkrat v ožjem izboru za ta častitljivi naziv. Daleč najuspešnejši slovenski tekvandoist olimpijskega sloga je lani kar 5-krat stopil na stopničke za zmagovalce, od tega 3-krat na najvišjo. Tako je potrdil, da gre za enega najboljših evropskih in tudi svetovnih tekvandoistov. Največji dosežek mu je uspel na junijskem svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, na katerem je dosegel bronasto kolajno. Nagrada mi ogromno pomeni in priznanje je še toliko večje ravno zaradi tega, ker sta oba, tako Filip kot Boštjan, lansko leto dosegala vrhunske rezultate in ima to priznanje še toliko potem večji pomen in je definitivno en motiv za naprej in res zelo sem vesel. Trajkovič v nagradi vidi tudi druge potenciale. Upam, da smo s tem odprli neka vrata tako medijem kot tudi morda sponzorjem, da bojo ta šport tudi bolje spoznali. Odbojkarice nove KBM Branika so že vrsto let najboljša mariborska ženska športna ekipa. Lani so se uvrstile v osmino finala v tekmovanju za Evropski pokal CEV, na sklepnem turnirju Srednje Evropske lige v Zagrebu pa so dosegle 3. mesto. Lani so že 14-tič postale državne prvakinje, decembra pa že 17-tič dobile pokalno lovoriko. Najboljša moška športna ekipa je v lanskem letu brez dvoma bila ekipa NK Maribor, ki je po vrnitvi državnega naslova poskrbela še za novo evropsko pravljico. Trener Milanič točno ve, kaj ekipa za takšne uspehe potrebuje. Potrebno je, da spoštujejo svoje naloge, potrebno je, da se zavedajo, kje so, kako pomembno je za okolje, kako pomemben je klub NK Maribor in pol je vse skupaj bistveno lažje. Športna zveza Maribor je podelila nagrade tudi v drugih kategorijah. Iz vrst NK Maribor prihajata tudi najboljši trener v ekipnih športih Darko Milanič in kapetan Marko Tavares, ki je prejel nagrado za posebne dosežke. V individualnih športih pa je za najboljšega trenerja bil okronan Gregor Koštomaj, trener Ilke Štuhec. Najboljša ekipa v individualnih panogah je moška ekipa železničarskega teniškega kluba Maribor. Za najbolj perspektivna športnika lanskega leta sta bila izbrana smučarka Nika Tomšič in judoist Enej Marinič. Plaketo Mirana Cizlja so prejeli Akademsko planinsko društvo Kozjak, Vili Vindiš, Marjan Peter Augustin in Rudolf Majcen. Med športniki invalidi je slavila ekipa Društva gluhih in naglušnih Podravja v futsalu, med posamezniki pa kegljačica Danica Padežnik in tenisač Marino Kegl.